Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. Te Večer je zjutraj dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je ponedeljek, 20. april 2026. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju izpostavljamo pobeg mladih Slovencev v tujino, zakaj odhajajo, kam gredo in ali se bodo vrnili. Kako poteka obnova znamenite Langerjeve vile v Mariboru. Šport pa v znamenju nogometa, Celjani do 3. naslova državnih prvakov in pa obširen intervju s selektorjem slovenske izbrane vrste Boštjanom Cesarjem. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Vse več mladih Slovencev prihodnost išče v tujini, pri čemer višje plače niso več edini razlog. V ospredje stopajo tudi stabilnost, stanovanjske razmere in občutek dolgoročne varnosti, ki ga doma pogosto ne najdejo. Z mano je naša novinarka Sanja Verovnik, ki se je lotila te teme. Sanja, zakaj mladi Slovenci vse pogosteje odhajajo v tujino? Ja, kot si sama povedala, že razlogi niso več zgolj finančni, čeprav višje plače ostajajo zelo pomemben dejavnik, vse večjo vlogo igrajo stabilno zaposlitve, dostopnost stanovanj in predvidljivost življenjskih razmer. Mladi iščejo torej okolje, kjer lahko lažje načrtujejo prihodnost, razvijajo kariero in pridobivajo mednarodne izkušnje, kar pogosto najdejo prav v tujini. To torej pomeni, da Slovenija izgublja mlade oziroma predvsem njihov potencial? Ja, tako nekako. Podatki namreč kažejo, da Slovenija ne izgublja nujno števila mladih, temveč predvsem visoko izobražen kader. Med odhajajočimi je namreč nadpovprečen delež tistih s terciarno izobrazbo, kar pomeni izgubo razvojnega potenciala. To lahko dolgoročno vpliva na inovativnost, produktivnost in konkurenčnost našega gospodarstva. Zakaj pa torej dosedanji ukrepi, ki spremljajo ta problem, niso ustavili odhajanja mladih? Ja, razlog je predvsem v tem, ker naslavljajo le del problema. Torej, davčne olajšave ali spodbude za priseljevanje same po sebi ne odpravijo ključnih razlogov za odhod mladih. Negotove zaposlitve, visoki stanovanjski stroški in omejeni možnosti dolgoročnega načrtovanja življenja so seveda tisti razlogi, ki mlade v bistvu še vedno prisilijo, da se spogledujejo s tujino. Brez celostnega pristopa, ki bi izboljšal sistemske pogoje, bodo odhodi ostali tudi v prihodnosti realnost, svarijo strokovnjaki. Napovedi torej niso preveč optimistične, sicer obstaja kakšna statistika, kam se mladi največ izseljujejo? Tako je, zanimiva je Zahodna Evropa in tudi Severna Evropa, torej Španija mogoče zaradi načina življenja, tudi zaradi nekih pogojev delovnih, ki jih imajo mladi tam boljše. Vemo pa, da v Avstriji, Nemčiji, Švici, na Švedskem, Norveškem so plače veliko boljše in da tudi nujno potrebujejo nek izobražen kader, zato tudi mladi tja odhajajo. Kaj pa potem recimo tudi z druge strani, oziroma imamo kakšno statistiko, ki pravi o tem, ali se ti mladi kdaj potem tudi vrnejo nazaj v domovino? Ja, tu statistika ne kaže na realne slike. Po določenem mnenju strokovnjakov se nekateri vendarle vračajo, ko si ustvarijo družino, kar je zanimivo, nekateri pa zaradi boljših služb ostanejo v tujini in se mogoče vrnejo potem, ko grejo v penzijo, domače povedano. Po drugi strani pa k nam prihajajo tudi tujci, torej mladi iz tujine, a problem je v tem, da ti niso tako izobraženi kot mladi, ki odhajajo iz Slovenije. Torej ta manjko potem je vendarle velik. Ostane, tako. Sanja, hvala za pojasnila. Hvala. Znamenita Langerjeva vila iz leta 1863 na Mladinski ulici 29 v Mariboru je trenutno še gradbišče, tik pred zaključnimi deli. Slavnostno odprtje pa naj bi bilo jeseni letos. Kako nastajajo dvorana 100 sedeži, kavarna, vrt s fontano in kletno razstavišče, smo si minuli konec tedna ogledali v okviru Slovenskega arhitekturnega festivala Odprte hiše Slovenije.
Vila, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena, je bila pred začetkom obnove konec leta 2024 več let zapuščena. Po njej se je razraščal bršljan, postala je poligon za vandalizem, obravnavali so več vlomov vanjo. Zato je bil glavni namen rekonstrukcije preprečiti nadaljnje propadanje objekta ter ohraniti in poudariti njegovo kulturno dediščino. Ob našem obisku so s stropov še viseli kabli, na stene so bile naslonjene lestve, toda končna podoba ni več daleč. V kleti denimo bo na 120 kvadratnih metrih razstavni prostor. V pritličju, v srednjem delu, bo jeseni večnamenska dvorana za medgeneracijsko druženje. V srednjem delu pritličja bo tudi kavarna, prostor za gostinsko dejavnost in protokolarne dogodke. Ko se povzpnemo do zgornjega nadstropja, nam tam povedo, da bo nadstropje ločeno simetrično. Na levi strani bodo prenovljeni vili pisarne dobili mestna četrt Koroška vrata in njena društva. Na desni strani pa Zveza mariborskih športnih društev Branik. Stopnice vodijo še višje v prostor s strešnimi okni, ki je trenutno še brez namena. Stavbo pa bo od kleti do nadstropja povezovalo dvigalo. Vrt bo od dvorane Lukna ločevala Gabrova živa meja. Občina o pomoči države namreč ne bo prenovila le 1069 kvadratnih metrov velike vile, temveč tudi njeno okrog 6000 kvadratnih metrov veliko okolico. Območje prenove so tako razširili s promenado, prenova pa bo odtis spustila tudi preko Mladinske ulice v tako imenovanem Žepnem parku. Zakaj nekdanjega bazena ne bo, bo pa na vrtu drug vodni element in kakšne arheološke najdbe so odkrili med procesom obnove, pa preberite danes v Večeru, na spletu in v tisku. Kot ponavadi, med koncem tedna in v ponedeljkih na tiskanih in spletnih straneh Večera prinašamo obilo športnih vsebin. Pospremili smo zmago Maribora nad Primorjem, tekmo v Ljudskem vrtu pa je zaznamovalo sporočilo mariborskih navijačev nogometašem. Naš fotoreporter Sašo Bizjak je na Fazaneriji v objektiv ujel utrinke slavja Celjanov ob osvojitvi 3. naslova državnih prvakov. Nogometni paket pa zaključuje še obširen intervju s selektorjem Slovenije Boštjanom Cesarjem. Ta je za Večer govoril o ambicijah nogometne Slovenije, svojem izboru nogometašev, mentaliteti igralcev in sistemih igre. Hočem, da tudi igramo nogomet in da si igralci upajo, pravi. Zakaj je odšel iz Maribora? Pa tudi o Šešku in svetovnem prvenstvu. Seveda pa nogomet ni vse, pišemo tudi o odbojki, tekvandoju, lokalni nižjeligaški košarki in šahu. To je bil večerodnevni podcast Večer je zjutraj 20. aprila 2026. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.